V letošnji pomladi sem se šolal na spletni univerzi nogometnega velikana Barcelone, kjer sem opravil certifikat, poimenovan treniranje v ekipnem športu. Skozi 4 mesece dela sem dobil nove izkušnje, hkrati pa sem z opravljenim certifikatom dobil povabilo s strani Barcelone, da se udeležim njihovega izobraževalnega tedna, ki je potekal sredi oktobra v Barceloni. Ta namen tega je bilo spoznati nogometni klub Barcelona skozi nek notranji interes in videti njihovo delovanje v živo. Spletno platformo Barcelone trenutno obiskuje nekje 10.000 učencev oziroma nogometnih delavcev iz celotnega sveta. Na dogodek v Barceloni je bilo povabljenih okvirno 200 ljudi, na koncu pa nas je tega dogodka oziroma celotnega tedna udeležilo 150 nogometnih delavcev iz celotnega sveta, predvsem Evrope in pa tudi Južne Amerike. Stroški so bili kriti s strani samega sebe, v bistvu šlo je le za povabilo, ekskluzivno povabilo na ta dogodek, tako da sem si vse stroške bivanja, letalskih kart in podobnih stvari kril sam. V Barceloni sem preživel vsega skupaj 6 dni. Tja sem prispel en dan pred začetkom dogodka, kjer smo prvi dan zjutraj se spoznali med sabo in sledilo je uvodno predavanje. Nato pa je celoten dan bil posvečen spoznavanju delovanja organizacije Barcelone, kot so na primer marketing in blagovna znamka. Hkrati nam je bilo predstavljeno tudi medicinsko osebje Barcelone in njihove naloge v vseh njihovih ekipah. V petek, to pomeni drugi dan seminarjev, je spet bil posvečen predavanjem in izobraževanju na temo nutricionistike, športnega fitnessa in ostalih tem. Petek pa smo zaključili z ogledom košarkarske tekme Eurolige med Barcelono in Albo Berlin. Sobota je bil edini, tako rečen, prost dan na celotnem izobraževanju, kar sem zjutraj izkoristil za ogled Barcelone. Popoldan pa smo imeli na razporedu ogled štadiona Camp Nou, ter zvečer ob 8 rokometni spektakel med Paris Saint-Germainom in Barcelono, ki ga je na koncu dobila ekipa Barcelone. Nedelja je spet bila rezervirana bolj za nogometno dogajanje. Opoldne smo se udeležili tekme futsala prve španske lige med Palmo in ekipo Barcelone. Popoldne pa je bil na sporedu ženski nogomet na prenovljenem štadionu, imenovanem po legendi Johanu Cruyffu. Smo gledali tekmo med žensko ekipo Barcelone in ekipo Longrona. Potem smo v ponedeljek spet se usedli za mize in poslušali 4 predavanja o drugih temah, povezanih z Barcelono, na primer kot so novo ustanovljena organizacija Espai Barça, ki skrbi za objekte v Barceloni, ter teme, kot so trženje in podobno. Celoten seminar se je zaključil v torek, kjer je sledilo predavanje s področja bivših
igralcev Barcelone ter ženskega nogometa, ki je za Barcelono vedno bolj pomembno. Na koncu pa je sledilo zaključno predavanje in pa pot nazaj domov v realnost. Ta teden mi bo sigurno ostal v super spominu. Sam sem videl, kako deluje eden največjih klubov na svetu, od znotraj in v bistvu, kako se to razlikuje od slovenskega nogometnega prostora. Spoznal sem tudi ogromno novih ljudi iz področja nogometa in športa nasploh, pridobil tudi njihove kontakte, tako da sigurno mi bojo vse te izkušnje pridobljene na tem seminarju koristile v moji nadaljnji karieri kot v vlogi nogometnega trenerja.